A včeraj ste že svojo listo vložili in za evropske volitve, kakšne so pričakovanja, občutki? No, jaz moram reči, da ocenjujem, da imamo izjemno kvalitetno listo. Na tej listi so recimo štirje bivši ministri, ki so se pri svojem delu več čas srečevali pravzaprav z evropskimi vprašanji. Nazadnje je bilo recimo v prejšnjem mandatu speljano predsedovanje, predtem pomembna pogajanja. Imamo seveda tudi druge kandidatke, ki so tudi izjemno kompetentne na svojih področjih, tako da ta lista seveda v celoti pokriva celoten spekter vprašanj, o katerih je govora na evropskem nivoju. Za izhodišče seveda naše liste je, da se Evropa pričenja v Sloveniji in da seveda Slovenija bazira na ljudeh. Torej v smislu razvoja, v regionalnem smislu, ki pomeni tako razvoj podeželja in ki pomeni razvoj mest. Tako da kar zadeva programskih vprašanj, potem sledijo pravzaprav iz tega dela na različnih seveda nivojih. Aktualna vprašanja so seveda povezana z aktualnimi dogajanji, ki jih je prinesla recimo globalizacija, v tem trenutku vprašanja, ki so povezana seveda z gospodarskimi temami, pri tem recimo že klimatske spremembe. Poudarek bomo pa dali seveda tudi nekaterim področjem, ki v preteklosti, za katere ocenjujemo, da v preteklosti niso bila dovolj dobro zastopana. Kot primer recimo tudi vprašanja, če hočete, meje s Hrvaško, potem recimo vprašanji torej regionalnega razvoja kohezijske politike, katero se recimo pokriva, in pa kmetijske politike. Če samo omenim, da recimo v odboru za kmetijsko politiko sploh nismo imeli predstavnika, vemo pa, da so ti dve področji, kar se tiče evropskega proračuna, pravzaprav primarni. In to še bo posebno pomembno v naslednjem obdobju, ker se pričenja seveda ponovna, oziroma že delno teče ponovna razprava o evropskem proračunu in kako Evropa v prihodnje, in takrat bo ta vprašanja za Slovenijo še bistveno bolj občutljiva, ker je presegla nekatere prage in seveda bodo pogajanja v tem smislu bolj naporna. Tako da bo v tem delu seveda izjemen poudarek dan torej tudi, čeprav mi vemo, da seveda predstavniki zastopajo, delujejo znotraj posameznih skupin političnih, da pa je potrebno seveda dati znotraj tega poseben poudarek seveda interesov Slovenije, da treba najprej pogledati, kateri so ti interesi in se na osnovi tega odzivati. Omenili ste že odnose s Hrvaško. Kako mislite, da bi mogla Slovenija odreagirati na Rehnov predlog? No, glede, kar zadeva tega dela, so stališča Slovenske ljudske stranke poznana. Škoda, da niso bila že prej upoštevana, kot so bila recimo zdaj na koncu, v tem smislu, da je Državni zbor potrdil sklepe. Vi veste, verjetno, da smo že mi ves čas predlagali ustrezno resolucijo, ki bi v tem smislu tudi ukrepila recimo lahko pogajalsko pozicijo in seveda rešitve lahko gredo, kar zadeva nas, samo v tej smeri. Od tega ni mogoče odstopiti, seveda pa, če želite priti do rešitve, potem pa je potreben vedno dialog, nekakor kakršnekoli izključujoče poteze. In skozi dialog, ampak seveda ob strogi zavezi sklepov, ki so bili sprejeti v Državnem zboru, jaz mislim, da je možno priti tudi na tem vprašanju do rešitve. So to zahtevna vprašanja, se lahko strinjam, in mislim, da bi to moralo imeti v vidu tudi Hrvaška. Se pravi, mogoče malo bolj konkretno, katere stvari se vam zdi, kje ne bi smela Slovenija odstopiti? Mislim, gledajte, te stališča so znana, mi vemo, kar zadeva meje, je datum, ki je poznan, torej ta 25. Junij, tudi določenih pravil, in tukaj pač Slovenija te stvari mora ohranjati, ko sem pa že omenil, seveda je pa potrebno dialog pa voditi naprej. In še enkrat ponavljam, seveda rešitve v skladu z zavezujočimi sklepi Državnega zbora. Nenazadnje so tisti sklepi doseženi tudi praktično z soglasjem vseh strank. Škoda pa je, da tega ni bilo že kar nekaj let nazaj, in jaz tudi ocenjujem, da bi mogoče seveda bilo možno tudi v Evropskem parlamentu še kaj več postoriti, kar zadeva seveda tudi teh razprav, ki so tam potekale, čeprav vemo, da niso edine te razprave, in da je seveda zanimivo, da poslanec recimo Evropskega parlamenta 2 tedna pred volitvami je vložil nek svoj predlog, je imel pa 5 let časa za to.
Hvala. Samo še to mogoče koliko poslancev pričakujete oziroma kakšen rezultat? Ne, gledajte, naš cilj je vrstitev v Evropski parlament, ne, torej najmanj enega poslanca. Hvala.